Običajno hiša simbolizira dom družine, kjer se zbere vsa družina. Zato večina ljudi res veliko vlaga, da bi bilo ljudem, ki bodo tam živeli, udobno. Vendar pa, ne da bi vedel, obstajajo hiše na svetu, ki niso bile zgrajene samo za bivanje, temveč so bile narejene, da kljubujejo vremenu. Naprimer, obstajajo hiše, ki jih navadna poplava ne prizadene. Obstajajo tudi hiše, ki prenesejo potres, orkan, vročino in izjemen mraz. In obstajajo tudi hiše, ki plavajo, ko naraste voda. Nekatere hiše so celo dobesedno vgrajene v goro in še veliko več. Skratka, medtem ko se večina sodobnih hiš sčasoma počasi uničuje, obstajajo nekatere zgradbe na svetu, ki so bile zgrajene tako, da trajajo zelo dolgo časa. Zato si bomo v tem videu ogledali nekatere najbolj nenavadne in najtrdnejše hiše na svetu. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in naročnino. Naroči se tudi na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 10. Plavajoče hiše, ki se dvignejo med poplavami. V večini držav, ko pride do poplav, gradijo višje zidove in močnejše protipoplavne pregrade. Vendar pa so na Nizozemskem imeli drugačno idejo. Namesto da bi se borili proti vodi, so zgradili hiše, ki ji lahko sledijo. V eni vasi blizu reke Maas so hiše na prvi pogled videti povsem običajne. Toda ko pride velika poplava, se pokaže njihov pravi dizajn. Celotna hiša se postopoma dviguje, ko voda narašča, kot čoln. Po poročilih o nizozemskih projektih za nadzor poplav so bile te hiše zgrajene kot priprava na močnejše poplave, ki jih povzroča podnebne spremembe. Ker je velik del Nizozemske pod morsko gladino, imajo že dolgo težave s poplavami, zato so zgradili hiše, ki jih poplave ne morejo zlahka uničiti. Največja skrivnost tega je v temeljih. Pod hišo je velika votla betonska škatla. Ko je vreme normalno, stoji na tleh kot običajna hiša. Ko pa pride poplavna voda, se prostor pod hišo napolni z vodo. Zato se takrat celotna struktura začne dvigovati. Ob strani so tudi veliki jekleni stebri, ki služijo kot vodila, da hiše ne odnese ali prevrne. Tako da je, čeprav plava, še vedno stabilna. Še bolj impresivno pa je, da je celoten sistem avtomatski. Ni nobenih gumbov, ni strojev, ni potrebe po človeku, da bi ga poganjal. Hiša se sama dviguje glede na nivo vode. Tudi vodovodne, električne in kanalizacijske napeljave so prilagodljive, da se ne pretrgajo, ko se hiša dviguje. In čeprav je koncept napreden, je dizajn v resnici zelo preprost. Beton, jeklo in les so glavni materiali. Ni zapletene tehnologije, ki bi se sčasoma zlahka pokvarila. Zato je tudi enostavno za popravilo in vzdrževanje. Po besedah nekaterih prebivalcev so bolj mirni, kadar pride do poplav. Opozorilo, ker vedo, da voda ne bo kar tako udrla v njihovo hišo. Namesto tega se bo cela hiša dvignila skupaj z vodo. In ker je bil ta projekt uspešen, so tudi druga mesta po svetu, ki so izpostavljena poplavam, začela preučevati isto idejo. Sem spadajo nekateri deli Bangkoka, Džakarte, Novega Orleansa in Združenega kraljestva. Medtem ko se morska gladina po svetu še naprej dviguje, je možno, da bo v prihodnosti še več takšnih hiš. Ker je včasih najučinkovitejši način za preživetje v boju proti naravi, da se z njo ne borimo, ampak se prilagodimo. Številka 9. Hiše narejene iz starih pnevmatik in smeti. V puščavi Nove Mehike v Ameriki so hiše, ki so videti zelo nenavadno. Videti so, kot da niso običajne hiše. A še bolj presenetljivo je, da jih veliko stoji že desetletja in se še vedno uporabljajo. Imenujejo se earthshipi. Ta ideja se je začela leta 1970 s pomočjo arhitekta Michaela Reynoldsa. Želel je zgraditi hišo, ki bi lahko preživela tudi daleč stran od mesta, tako da bi bilo mogoče živeti v njej tudi če zmanjka vode ali elektrike. Ena najbolj posebnih stvari pri tem pa so materiali, ki jih uporabljajo. Veliko sten earthshipa je narejenih iz starih avtomobilskih gum, napolnjenih z bito zemljo. Ko se to utrdi, postane stena izjemno trdna, skoraj kot kamen. Nato to prekrijejo s ometom ali betonom, da postane še bolj trdno in zaščiteno pred vročino ter dežjem. Stene earthshipa so debele, kar zelo pomaga pri uravnavanju temperature v notranjosti. Zjutraj stene shranjujejo toploto sonca. Ko pride noč, počasi oddajajo toploto. Zato je, čeprav je čez dan v puščavi zelo vroče, po noči tukaj hladno, notranjost hiše pa ostane udobna. Klimatske naprave ali grelnika skorajda ne potrebujejo, imajo pa tudi lasten sistem za vodo. Streha je zasnovana tako, da zbira deževnica. Nato se voda zbira in čisti, da jo lahko uporabljajo za pitje, tuširanje in druge potrebe.
Tudi uporabljeno vodo iz umivalnika in prhe reciklirajo za zalivanje rastlin. Veliko rčipov uporablja tudi sončne panele za proizvodnjo lastne elektrike, zato je mogoče imeti delujoč dom tudi sredi puščave. Toda pa ni ekološka prijaznost ni edini razlog, zakaj so te hiše posebne. So tudi odporne proti požaru, termitom in gnitju. Ker je večina materialov iz zemlje, beton, jeklo in drugi trpežni materiali. Vreme jih ne uniči zlahka in ker je zasnova preprosta, jih je enostavno popraviti tudi po mnogih letih. Še danes stoji veliko originalnih rčipov iz 70. let in to je najpomembnejša točka tega koncepta. Hiša ne rabi biti zelo draga ali zelo visokotehnološka, da bi zdržala zelo dolgo časa. Včasih je hiša še bolj trdna, če zna sobivati z naravo. Na 8. mestu hiša skrita v hribu. V Valesu stoji hiša, ki jo skoraj ne opaziš, tudi če stojiš tik pred njo. Namesto da bi stala na površju, je ta hiša skrita ob strani hriba. Na prvi pogled izgleda kot navadna trata. Zdi se kot majhen del gore. Toda pod tisto zeleno vzpetino se skriva sodobna hiša, zgrajena tako, da bo zdržala zelo dolgo časa. Imenuje se Malator House. Dokončana je bila leta 1998 v Pembrokeshire, Pembroke, in še danes je eden najbolj nenavadnih primerov podzemne arhitekture v Evropi. Velik razlog, zakaj je ta hiša posebna, je ta, da je skoraj celotna zgradba skrita pod zemljo. Od zunaj je skoraj da vidna le velika ovalna steklena stena. Ostali deli hiše so prekriti z zemljo in travo. In to ni zasnovano samo zato, da izgleda kul. Ima tudi pravi namen. Ko je namreč večji del hiše pod zemljo, je bolj zaščitena pred močnimi vetrovi, dežjem in velikimi temperaturnimi spremembami. Sama gora deluje kot naravni ščit. Glavna struktura je tudi zelo debela, saj je narejena iz armiranega betona in jekla, zato je temelj izjemno trden. Streha pa je prekrita s pravo travo in zemljo. To zelo pomaga, da hiša ostane hladna poleti in topla po zimi. Zato ne potrebuje zelo zmogljivega ogrevalnega ali hladilnega sistema. To je tudi bolj varčno z energijo. In ker je večina strukture skrita, je tudi manj neposrednega vpliva dežja, sončne vročine in močnih neviht. To pomeni, da se materiali počasneje obrabijo, v primerjavi z običajno hišo je vedno izpostavljena vremenskim vplivom. V notranjosti pa je zasnova odprtega prostora. Ni polno debelih sten in veliko razdeljenih sob. Tloris je bolj preprost. In po besedah arhitektov so to naredili zato, da bo hiša v prihodnosti bolj prilagodljiva, ker je manj sten. Manj delov lahko sčasoma povzroča težave. Še ena stvar, o kateri so razmišljali, je bila lokacija. Niso je zgradili na poplavnem območju ali na kraju, kjer lahko hitro pride do plazu. To je pomembno, ker ne glede na to, kako trdna je hiša, se lahko še vedno poškoduje, če je zgrajena na napačnem mestu. In to je osrednja ideja te hiše. Ni samo debelina betona ali trdnost jekla, ni merilo za dolgo obstojno hišo. Včasih je prava skrivnost v pravem prepletu. To je prava mešanica inženirstva in narave. Ker če se hiša zna prilagoditi svoje okolici, je večja verjetnost, da bo zdržala zelo dolgo časa. Številka 7. Gorska hiša, ki je skoraj nihče ne vidi. V Švici je ena hiša, ki je skoraj nevidna od daleč, ker je vkopana neposredno v pobočje gore. Imenuje se Villa Vals in na prvi pogled se zdi, kot da na tem mestu ni nobene hiše. Opazili boste le eno veliko okroglo okno na strani gore. Toda za tem krogom se skriva cela hiša, skrita v zemlji in kamnu. Ta hiša je bila zgrajena leta 2009 blizu vasi Vals v Švici. In glavni cilj arhitektov je bil preprost. Narediti hišo, ki je trdna, tiha in skoraj da ne moti naravnega videza gore. Zato namesto, da bi postavili veliko strukturo na površje, so izkopali pobočje gore, da bi tam postavili hišo. To je bila velika prednost. Ker debela plast kamna in zemlje naokoli služi kot naravna zaščita pred mrzlim vremenom, močnimi vetrovi in velikimi temperaturnimi spremembami. Gora sama je kot naravni oklep. Beton je glavni material v notranjosti strukture, da je lupina hiše trdna. Ker pa je ta hiša skrita pod zemljo, jo dež, sonce in drugi dejavniki, ki običajno pospešujejo propadanje navadnih hiš, prizadenejo veliko počasneje. Zato je tudi vzdrževanja sčasoma manj. In čeprav je hiša pod zemljo, ni temna. Velika okrogla odprtina spredaj služi kot vir naravne svetlobe.
Skoznjo prihajata sončna svetloba in razgled na dolino. Tudi notranja zasnova je preprosta. Ni pretirane dekoracije, ni preveč zapletene postavitve. Skoraj vse stvari v notranjosti so narejene tako, da so praktične in trajne. In to je razlog, zakaj je Vila Vals posebna. To ni hiša narejena za razkazovanje. Narejena je, da traja. Medtem ko se večina sodobnih hiš osredotoča na videz, je ta hiša bolj osredotočena na zaščito, učinkovitost in dolgoročno preživetje. In to dokazuje, da včasih najmočnejša hiša ni največja ali najdražja, ampak tista, ki zna skriti in se prilagoditi naravi. Številka 6. Hiša, ki se spremeni v trdnjavo. Na Poljskem je ena hiša, ki lahko spremeni svoj videz v samo nekaj minutah. Ko je odprta, izgleda kot sodobna luksuzna hiša z veliko stekla in prostornim prostorom. Ko pa se vklopi njen varnostni sistem, se cela hiša spremeni v betonski bunker. Temu pravijo zaščitena hiša. Zgrajena je bila v Varšavi leta 2009 strani arhitekturnega podjetja KVK Proms in že od začetka je bil cilj te hiše jasen. Ta hiša ni bila narejena samo zato, da bi bila lepa, ampak zato, da bi bila izjemno varna in trdna. Celotna struktura je narejena iz armiranega betona in jekla. Stene so debele, okviri so trdni in skoraj vsak del hiše ima varnostni namen. Ampak najbolj posebna lastnost te hiše so premične stene. Obstajajo veliki betonski paneli, ki se lahko premikajo in popolnoma zaprejo okna ter vhod v hišo. Ko se ti paneli zaprejo, skoraj vse odprtine na stavbi izginejo. Hiša je kot velik sef iz betona. Tudi balkon v drugem nadstropju se lahko zapre in umakne navznoter. Zato je, ko je cela hiša zaklenjena, izjemno težko vdreti vanjo. Podnevi pa je videti povsem drugače. Plošče se odprejo. Pojavijo se velike steklene stene. Cela hiša postane svetla in odprta. Ima razgled na vrt in naravno svetlobo v notranjosti. Tako da je, čeprav je zelo varna, še vedno udobna za bivanje podnevi. In pri tej zasnovi niso mislili samo na varnost pred ljudmi. Naređena je tudi tako, da je odporna proti močnim nevihtam in drugim ekstremnim razmeram. Ima tudi rezervne sisteme za vodo in elektriko, če pride do izrednih razmer. To je kot kombinacija sodobnega doma in zatočišča za preživetje. A kar je še bolj zanimivo, ni bila zgrajena v vojni coni ali nevarnem kraju. Nahaja se v mirnem delu vojne cone. To samo kaže, kako se je spremenil način razmišljanja nekaterih arhitektov glede sodobnega bivanja. Medtem ko naraščajo skrbi glede nesreč, varnosti in negotovosti v svetu, so zdaj hiše, ki niso narejene samo zato, da bi bile lepe. Naređene so tudi zato, da preživijo tudi v najtežjih razmerah. In to je pravzaprav ideja za utrjeno hišo. Hiša, ki je lahko podnevi povsem običajna, v nekaj sekundah pa se spremeni v trdnjavo. Številka 5. Kupolasta hiša, ki je preživela uničujoče orkane. Na Floridi stoji hiša, ki se je že večkrat soočila z močnimi orkani, a še vedno stoji. Imenuje se kupolasta hiša in skozi mnoga leta je postala eden najbolj znanih primerov hiše, odporne na orkan v Ameriki. Zgradil jo je leta 1982 na plaži Pensacola Beach Bubble. Že od začetka je vedel, da je kraj nevaren, saj obalna območja Floride pogosto prizadenejo močni orkani. Zato na mesto običajne hiše je zgradil strukturo, ki lahko prenese močan veter in nevihtni plimni val. In to je razlog, zakaj je njen dizajn okrogel. Ni samo zaradi posebnega videza, kupolasta oblika ima dejansko inženirski namen. Ko je veter močan, zrak lažje drsi ob okrogli strukturi, kot pa ob ravnih stenah in ostrih kotih. To pomeni, da je manj pritiska, ki neposredno zadene hišo. Manjša je možnost, da se struktura zlomi ali poškoduje med orkanom. Njegovi temelji so tudi visoki, da pomagajo proti poplavam ali dvigu morske vode med nevihto. Beton in trpežni materiali so bili glavni materiali uporabljeni za hišo. Stene so debele. In ne uporablja tipične zasnove strehe, ki jo močan veter zlahka odnese. V mnogih letih je kupolasta hiša preživela več močnih orkanov, vključno z orkanom Iva leta 2004 in orkanom Denis leta 2005. Medtem ko je bilo veliko hiš v okolici poškodovanih, je kupolasta struktura ostala nedotaknjena. In to je razlog, zakaj je postala priljubljena na družbenih omrežjih in v dokumentarcih. Na satelitskih posnetkih jo pogosto vidimo, kako skoraj sama stoji, medtem ko so druge zgradbe v okolici poškodovane ali izginile. A vendar na koncu hiša sama ni bila problem. Morje je zaradi obalne erozije in dviga morske gladine postopoma odnašalo zemljo okoli nje.
Prišlo je do točke, ko je bilo območje okoli hiše skoraj povsem pod vodo. In sčasoma so kraj tudi zapustili. Čeprav danes tega ni več, je kupolasta hiša še vedno pomemben primer v svetu arhitekture, odporne na nesreče. To je pokazalo, da včasih ni velikost ali izjemno dragi materiali najpomembnejši za preživetje hiše, temveč prava oblika, prava inženirska zasnova in pravo načrtovanje proti naravi. Številka 4. Velika kamnita hiša, zgrajena kot starodavne ruševine. V Massachusettsu, Amerika, stoji hiša, ki je videti, kot da prihaja iz antičnih časov. Ko jo vidiš, boš pomislil, da gre za star tempelj ali starodavno trdnjavo. Namesto navadnih zidakov ali lesa so za celotno strukturo uporabili velike kamne, temu pravijo Bolton Stone House. In kar je najbolj presenetljivo, skoraj niso uporabili cementa za povezovanje kamnov. To je naredil inženir in kipar David Bolton v zgodnjih 2000-ih. Njegov cilj je bil preprost, a izjemno težko izvedljiv. Narediti hišo, ki bi zdržala več 100 let, morda celo dlje. Zato je uporabil velike granitne bloke, ki jih je vsak posebej natančno oblikoval in uredil, kot velikanska sestavljanka. Ko je en kamen že na mestu, njegova lastna teža pomaga ohranjati stabilnost celotne strukture. To je skoraj enaka tehnika, kot so jo uporabljali pri nekaterih starodavnih kamnitih strukturah v Peruju in drugih starodavnih civilizacijah. In to je razlog, zakaj je hiša izjemno trdna. Tudi stene so zelo debele. Na nekaterih delih so debele več kot 60 cm. Ker je kamen glavna surovina, se ne vname zlahka. Prav tako ga ne napadajo termiti in ne razpade tako kot les. Tudi streha je iz kamna. Ni navadna pločevina ali strešniki. Pod streho je poseben drenažni sistem, da se deževnica ne nabira. Skoraj vsak del hiše je narejen tako, da zdrži zelo dolgo časa. Čeprav je zunanjost videti kot starodavna zgradba, je notranjost še vedno sodoben dom. Ima kuhinjo, spalnice, kopalnice in ima tudi bivalne prostore, tako kot običajna hiša. Ima tudi lasten solarni sistem in geotermalno ogrevanje, da je bolj varčna z energijo. Ena od stvari, o kateri je Bolton dobro premislil, pa je tudi vzdrževanje. Električne in vodovodne sisteme so namestili tako, da jih je mogoče enostavno popraviti, ne da bi bilo treba podirati strukturo. Tako da tudi po mnogih letih hišo še vedno lahko popravite, ne da bi poškodovali glavne temelje. In to je najbolj zanimivo pri tej hiši. Medtem ko se večina sodobnih domov danes zanaša na številne sintetične materiale in množično proizvedene dele, se Bolton Stone House vrača k enostavnejšemu načinu gradnje: kamen, teža in pravo inženirstvo. In po mnenju nekaterih arhitektov in inženirjev je to tudi razlog, zakaj še danes stoji veliko starodavnih zgradb po svetu, ker je včasih najpreprostejši način tisti, ki najdlje zdrži. Številka 3. Poševna hiša zgrajena za potrese. V Italiji je ena hiša, ki je na prvi pogled videti poševno. Zdi se, kot da je narobe zgrajena, kot da ni stabilna. A v resnici je njen nenavaden dizajn nameren in razlog so potresi. Ta hiša je del projekta italijanske raziskovalne skupine Homer. Naređena je bila po več močnih potresih v Italiji, ki so uničili veliko hiš in stav. Tam so si zastavili veliko vprašanje: kako zgraditi hišo, ki bo bolje prestala potres? Namesto običajne pravokotne zasnove so naredili strukturo z nagnjenim okvirjem. Zdi se, kot da je nagnjena, vendar je za tem znanost. Pri običajni hiši namreč, ko pride do potresa, močan pritisk zadene kote in spoje konstrukcije. In če en del ne prenese stresa, lahko popusti cela hiša. Toda pri tej diagonalni zasnovi so možnosti bolj enakomerno porazdeljene in razprši silo, medtem ko se tla premikajo. Kot da okvir razporedi udarec, da teže ne prevzame samo en del. Njegov najosnovnejši temelj je armirani beton z blažilniki udarcev, zato se hiša med potresom rahlo premika, namesto da bi vztrajala popolnoma toga. In to zelo pomaga zmanjšati možnost zrušitve. Tudi materiali za stene so lahki, a odporni proti ognju in vročini. In čeprav je dizajn modern, je celoten koncept še vedno praktičen. Ima tudi sončne celice, da ima lasten vir elektrike. In zaradi oblike stropa in notranjosti je tudi pretok zraka v hiši boljši. Zato je skozi večji del leta potrebnega manj hlajenja. Ena najpomembnejših lastnosti pa je, da jo je mogoče hitro postaviti. Veliko delov je namreč že vnaprej izdelanih.
To pomeni, da je mogoče dele pripeljati na območje nesreč in jih sestaviti v samo nekaj dneh s pomočjo žerjavov in osnovnega orodja. In to je zelo pomembno za območja, ki jih je prizadel potres. Pogosto namreč ljudje leta čakajo, preden dobijo stalno bivališče. A cilj projekta Homer je narediti hišo, ki ni le začasno zatočišče, ampak dom, ki lahko zdrži več generacij. In to je najpomembnejša ideja v ozadju te zasnove. Ni dovolj, da je hiša lepa. Mora biti pripravljena tudi na nesreče, ki se lahko zgodijo kadarkoli. In včasih je nenavadna zasnova, ki izgleda majhna, na prvi pogled pravzaprav najbolj pametna inženirska rešitev. Številka 2. Podzemna vas skrita v gori. Na jugu Španije obstaja skupnost, kjer veliko ljudi dobesedno živi znotraj gore. To ni le turistična atrakcija, to so prave hiše, ki jih še danes uporabljajo. Še bolj presenetljivo pa je, da nekatere izmed njih stojijo že več 100 let. Ta kraj se nahaja v Guadiju, Andaluzija. Ta kraj je znan po tisočih jamskih hišah, izkopanih neposredno v mehka pobočja gričev. Na prvi pogled izgleda kot običajna vas. Imajo vrata, imajo okna, imajo ceste. Toda ko vstopiš noter, šele takrat ugotoviš, da je velik del hiše dejansko pod zemljo. Po zgodovinskih zapisih iz Španije se ta vrsta bivališč na tem območju uporablja že zelo dolgo. In s časoma so se hiše postopoma širile, saj so družine v gori izkopavale dodatne sobe. In čeprav je ta koncept zelo star, je še vedno eden najbolj praktičnih stanovanjskih modelov do danes. Ker zemlja sama deluje kot naravna izolacija. Ko je zunaj zelo vroče, je notri hladno. Ko je zunaj hladno, ostane temperatura v jamski hiši prijetna. Zato v mnogih hišah tukaj skorajda ne potrebujejo klimatskih naprav ali velikih ogrevalnih sistemov. In ker je velik del strukture pod zemljo, je tudi bolj zaščitena pred močnimi vetrovi, gozdnimi požari in hudo vročino. Prav tako ni običajne strehe, ki bi jo lahko odnesel vihar. Še en izmed najpomembnejših razlogov, zakaj so te hiše tako vzdržljive, je ta, da je v strukturi zelo malo lesa. To pomeni, da je manjša možnost za termite, gnitje ali požar. In ker je večina sten neposredno del gore, je celotna hiša izjemno trdna. Še danes je v Guadiju na tisoče jamskih domov, ki se še vedno uporabljajo kot bivališča. Nekateri med njimi so tudi že modernizirani. Imajo sončne panele, moderno vodovodno napeljavo in posodobljene električne sisteme. Toda brez takšnih nadgradenj so nekateri domovi še vedno primerni za udobno bivanje. V zadnjih letih se je povečalo tudi zanimanje arhitektov in okoljskih strokovnjakov za te jamske domove. Ker medtem ko svet išče bolj podnebno odporna bivališča, so opazili, da se številne rešitve, ki jih uporabljamo danes, že dolgo uporabljajo v Guadiju. Naravna izolacija, pasivno hlajenje, naravno prezračevanje in uporaba same zemlje kot zaščite. Preproste ideje, ki jih danes ponovno uporabljajo v sodobni zeleni arhitekturi. In to je tukaj najbolj zanimivo. Medtem ko se veliko sodobnih stavb danes hitro uniči ali pa so zelo drage za vzdrževanje, te hiše, ki so jih dobesedno izkopali v goro, ostajajo trdne tudi po zelo dolgem času. Včasih se izkaže, da so stare metode najbolj učinkovite. Številka 1. Hiša zgrajena med velikanskimi skalami. Na Portugalskem je ena hiša, ki izgleda, kot da je niso naredili ljudje. Ko jo vidiš oddaleč, izgleda kot skupina velikih kamnov sredi hriba. Ampak ko se približaš, vidiš okna, vrata in streho, ki so vgrajeni prav med velikanske kamne. To se imenuje Casa do Penedo ali bolj znano kot kamnita hiša. Zgrajena je bila leta 1974 kot preprosta počitniška hiša za eno družino. Kasneje pa je postala ena najbolj znanih nenavadnih hiš v Evropi. In kar je najbolj posebno, 4 ogromne granitne skale same so bile uporabljene kot glavni del strukture. Namesto da bi odstranili kamne, so jih vključili kar v zasnovo hiše. 2 kamna služita kot stranici hiše, eden pa je del zadnjega dela. In še eden je del same strehe. In to je zelo pomembno, ker je granit izjemno trpežen. To je ena najtrših in najmočnejših vrst kamna na svetu. Ni ga lahko zažgati, ne razpada in ga ne prizadenejo kar tako dež in vročina. Zato je to v veliko pomoč, da hiša zdrži zelo dolgo časa. Drugi deli stene so prav tako narejeni iz lokalnega kamna in betona. Njegova zasnova je preprosta, ni nobenih visokotehnoloških sistemov. Ni zapletene tehnologije,
In to je pravzaprav eden od razlogov, zakaj je to tako trdno. Ker je manj sistemov, je tudi manj stvari, ki bi se lahko pokvarile skozi čas. Prav tako ob prvotni gradnji ni imela vodovodne napeljave. Prav tako ob prvotni gradnji ni imela električnih sistemov. Zato ni cevi ali napeljave, ki bi lahko hitro povzročile težave. Tudi notranjost je preprosto urejena. Ima kamin, lesene klopi in osnovno opremo. A to je dovolj, da je bivanje udobno. Medtem ko se danes veliko sodobnih domov zanaša na napredno tehnologijo, je Casa do Penedo ravno nasprotje. Njena glavna prednost je teža, preprosta zasnova ter izkoriščanje naravne oblike terena. Hiša in gora sta kot eno. In to je razlog, zakaj je tako edinstvena. Ne poskuša nadzorovati narave. Preprosto sobiva z naravo. In morda je to tudi razlog, zakaj lahko ostane pokončna tako dolgo časa.